27.6.16 po kristjanskem koledarju 2016, to Šmiha Elekotrip, spet poraba goriva, Citroen Evazion, povprečna poraba 4,2 litra na 100 km, 77 km trenutna povprečna hitrost, to smo se naučili, da v potovalnem računalniku zelo hitro pada, ko avto stoji. Prevoženih kilometrov je tokrat 244,8. In kaj želim v teh svojih videih povedati? Jaz imam tudi z ekološkega vidika in praktičnega seveda za prevoz psov vozilo letnik 99, odlično ohranjeno, kar še enkrat več dokazuje, da je roba tako dobro narejena, da drži preko desetletij z ustreznim vzdrževanjem. Potem, ko se vprašamo že z tega vidika menjave vozil, kako obremenjujemo okolje, ko se prodaja 3, 4, 5 let stara vozila, ki so povsem intaktna, samo da se kupuje nova, ki so modna, ob tem mojem vidiku, kjer se tudi z varno, zelo lepo mirno, umirjeno vožnjo dosega z vozilom, ki je težko, enoprostorec, takšno porabo povprečno 4,2 litra, nam dokazuje tudi, da je ekologija oziroma ekološki pristop do prometa možen tudi z vozili, ki pa niso absolutno up to date, bi človek dejal. Skratka, imamo ogromno rezerve, zavedati se moramo, da bi z ustreznim razvojem sveta danes tako ali tako imeli vozila, ki bi imela integrirane sončne celice in elektromotorje ob takšnih dneh, kot je danes. Sedaj smo sicer na Primorskem. Sončnih, toplih se bi avto na parkirišču do ustrezne mere sam napolnil, večinoma se vozimo lokalne. Ostalo bi po principu, kot ga ima denimo model Tesla. Skratka, poganjali bi se na elektriko in z ustreznim razvojem družbe bi tudi pridobivanje elektrike bilo mnogo bolj ekološko, kot je danes. V nekem zdravem ustroju sveta nuklearnih elektrarn niti ne bi smelo biti. To je totalen absurd te civilizacije. Totalen absurd te civilizacije je energetika na splošno, ki jo ima, od kurjenja fosilnih goriv do pridobivanja električne energije in tako naprej. Nikola Tesla je imel mnogo ustreznih rešitev že dolgo nazaj, lahko rečemo v tem trenutku že dolgo nazaj. Kapitalski interes ga je seveda v tem oziru zadušil, kajti kapitalizmu, kapitalskemu ustroju ni v interesu imeti brezplačne energije oziroma zelo poceni dostopne energije in zato smo, kjer smo. In če ne zamenjamo tega škodljivega človeškega egotripa, ki narekuje uničevanje sveta s koristnim naravnim ekotripom, vse človeštvo slabo piše, kajti ne potrebuje narava človeka za preživetje, ampak človek naravo. Naj se ta zamenjava tripa iz ego v eko zgodi in to takoj. Amen.